zdravo in dobrodošli v novem vlogu. Ta teden bom začela malo hitreje, zaradi tega, ker se mi zdi, da se je v prejšnjem tednu toliko nekaj stvari zgodilo in da ne bo preveč v enem videu, se odločila, da ga bom kar začela novi teden. Zdaj gremo z Lukasom spet v kino. Vem, da smo bila tako pred 2 dnevoma, ampak imamo zastonj karte in potem imamo spet maturo in nam več imeti tak časa, tako da gremo zdaj. Torej, sem se postrigla in lasi so kar krajši. Jap, kar krajši. Ampak, glej, mogla sem to narediti, da bo lahko zrasli bolj zdravi lasi, da zdaj imam spet kratke. Ne vem, če glih kamera ravna, ampak pustimo zdaj to, ker sem jo kar postavila. Torej, kratki lasi. Ja, nisem čizihe, če mi je všeč, nisem čizihe, da mi ni všeč. Pač edina fora, kaj je, da zdaj mislim, da prvič, ko sem ja šla frizeru, se postrič na kratko, da si tega dansko ne želela. Če tako mislim. Pač jaz sem vedno se šla strič, pa sem vedno bila 100% da bi se rada postrigla, zdaj pa nisem bila 100%, ker so mi bili moji lasi dansko všeč, ampak sem se dansko mogla iti postrič, ker so bili uničeni in so mi se bek odlomili in tudi moja frizerka je bila tak, da ja. In smo mogla, pač bek smo mogla vrezati. Teda, mislim, da je šlo okoli 5 cm stran, da je bilo nekje do tukaj las, ampak pač ful se opazi razlika. Zdaj niso ono ekstremno kratki, ampak se eno so ful pač, mislim, krajši so, no. Tu zadaj me nekaj ful boli. Kaj te jaz vem, kaj je to zdaj bilo. Pač nekaj me ful zabolelo in pol me zdaj me ful boli, ne vem. Nič sem povedala, ampak maja gremo z Lukasom v Turčijo, oziroma ne samo mi doma, pač v Turčijo gremo in res, ko me čaka, ful nekaj zabavnega se bo dogajalo, ker nam zdaj glih govorila še o tem, sploh ne vem, če bom govorila kdaj o tem, ampak gledaj gremo v Turčijo in komaj čakam, da gremo, sicer gremo samo tako za čez vikend, ne za dolgo, ampak vseeno, komaj čakam, da grem malo nekam, ker se mi zdi, zdaj, ko da hodim šolo, sem skozi doma in nekaj sem si naročila zličila Pikasi in so mi komaj danes rekli, da je poslano. Naročila sem si pa prejšnji, mislim, v petek, ko je bil. Dosem, da so bili prazniki, pa to sem vseeno. Takole, to so chicken fingersi in pa Grey's Anatomy. Se počutim tako malo gnilo. Pozvala sem vam povedati, da sem včeraj probala si testirati, če sem alergična na gluten. Torej, zdaj v bistvu 2 tedna nekje nisem jedla glutena in sem se včeraj odločila, da bom probala nekaj malega glutena pojesti in sem jedla eno juho, ki mislim, da je imela gluten, mislim, ja, je imela, pa eno mali kos potice, pa še to ne celo. In pol je minilo par ur in me je začel trebuh tak fucking bolet. In bolj sem vzela tablete, pa pila sem donut, pa vse živo in pol, ko je pač dansko šlo skozi, je bilo okej, torej zdaj sem pač boljše, ampak samo sem tako zmotrana, pa tako zaspana, sem alergična na gluten. Ne rabim delati raziskav, ker sem sama probala in je gluten kriv. Mogoče bom čez par mesecev probala jesti malo, ali pa čez nekaj časa. Zato ker pri meni je tako, da časih potem moje alergije zginejo in pride čas nazaj ful čudno, sploh boljše ne govorimo. Jaz sem laktozno intoleranco že imela 3-krat, pa 3-krat mi je zginila, tako da ja. Dobila sem enkrat, ko sem imela malo testiranja, pa bilo pozitivno, potem sem šla čez par let, pa bilo negativno, potem spet čez par let je bilo spet pozitivno, tako da največji problem, kaj mi je McDonald's. Pač, jaz obožujem McDonald's. Lahko jem pico, brez glutena, to mi ni taki problem. Mislim, sem vam rada pico, pa včeraj sem tako bila moja ljubša hrana, ampak zdaj realno si ne znam predstavljati, mislim, niti nočem predstavljati življenja brez McDonald'sa, brez McChickena in brez krompirčka. Pač to me boli srce. Pa zato je, ker pač tudi če grem na Švedsko, mislim, tudi Italija pa Avstrija imajo brezglutenske opcije, tudi če grem tja, mislim, brezglutensko opcijo, ko ne morem dobiti McChickena, ampak dobim samo navadni hamburger, zato je, ker pač sami McChicken je glutenski in pač meso v McChickenu in nisem nikjer zasledila, da bi imeli McChicken meni brez glutena. Po pošti prišel moj paket iz ličila Pikasi in prvo kot prvo. Zakaj? Ko dobim blogger mail
Mislim, ja, vidim taki lepi paket, ko pa naročim, pa dobim to. Je to vse. Kaj sem si naročila? Naročila sem si od Makeup Revolution šminko Elite, ne. Life on the Dance Floor, ja. VIP Lipstick Elite. Od Wow Gloss, ki ne vem, če vrejo, ful tanki, ful mali izgleda, ampak ja. In pa še od Makeup Revolution. To meni ne zgleda prav, ampak let's see. In pa Cream Contour Fair. Tako da, jej! To je to. Glavnem, zdaj sem snimala 2 videa. En je o Elizabeth Smart, ki je spet True Crime Case, oziroma Abduction Case. In pa Favorites. Tako da, ja, verjetno, kot ste to gledali, še niste objavljena, ker za vam kar nekaj rednih videov pre-filmed, da jih lahko objavim. Pa probala v bistvu čim več videov pre-filmat, ker imam pol spet maturo in da ja. Če hočete videti koga v mojih videih, mi to napišite spodaj pa na Instagram. Pač ful dosti vas mi danes piše na Instagram, kar mi je meni boljše, zato ker tam lahko imamo kot neki bolj normalen pogovor. Če hočete videti koga v videih, tako recimo Lukasa, mojo sestro, moje staršek, ne vem, če bo hoteli Aleksejo, kogarkoli, mi lahko spoj napišete, aba kajega slovenskega youtubera, da, ja. Pač, napišite mi spoj, koga hočete videti v mojih videih, če hočete tudi videti kajega slovenskega youtubera, that could be arranged, I'm not sure, če bi kdo to z mano snemati, ampak pač, ja. Hočete videti mojo zobo, ki je vstrana, ko snemam? Zdaj imam vožnje, oziroma zdaj na avtobus, da prijem v Maribor, da lahko imam vožnje. Začela sem gledati eno novo serijo, ki se imenuje Alexa and Katie. In zaenkrat mi je vrelo, ampak sem pogledala komaj par delov. Pač, ne vem, taka se mi zdi kot zaenkrat, ko sem gledala, ima taki Disney Channel vibe. Mislila sem, da ne mogla kaj glih vlogat. Čakaj. Pač mislila sem, da ne mogla glih kaj vlogat, ampak je moj inštruktor šel nekaj, ne vem, nekaj dogovoriti, da imam malo časa zdaj v avtu in ja. Pa me začela malo bolj pogosto voziti, ker enkrat na 2 tedna, oziroma en mesec je bolj tak. Danes gre dež. Sorry, what? Da, to je zdaj ta novi Makeup Revolution highlighter, ki vam ga hočem pokazati, že mislim, da v ne vem kolikih videih. Zdaj sem si ga dejansko dala vrejo gor, tako da le vidite. Lukas? Lukas ima trenutno masko na obrazu, ampak še ni šlo vse dol, ker se še ni vrejo posušila. Dobro jutro. Zdaj gremo v Maribor, ker grem jaz v shopping. Torej, danes je od moje babice res nam, pač praznuje ga, jutri pa od moje mame. A zdaj vidite moj highlight. Z Lukasom sva snemala. Zdi, ko se vi odčrta od highlightov. Ok, z Lukasom snemala, jaz sem naredila njegov make-up, on je naredil mojega, ne to tega, se že zelo spucala. Teda... Podlega. Jaz snimam ga, kako pride. Ja, kaj je? Ne prehitro, ker se straši. Ne. No sudden movement. Hvala. Hej,
Danes je 8. april, ima moja mami rojsten dan, tako da mislim, da sem že čestitala. Z Lukasom gremo na pijačo z A si malo mraka, ne gre? kolegi. Kaj če si rekla? Malemu. Mačku, sam je šel stran. Moti, kaj Z Lukasom smo trenutno, jaz na kolesu, pa na rolerjih. Tam zadaj si jih zavezuje. Šla smo na sladoled. Kaj nisem glih vlogala, ker ne vem zakaj. Malo sem pozabila. Lukas prihaja, če ga vidite. Tam prihaja. Lejte ga. Oh. Joj, ko ga fuknula. Očka me boli. Zatekla mi, ako sluham za kolo. Oko imam še vedno zatečeno, govorim pa tiho, ker sem tukaj zadelo. Pa da penka niže. Bom nastrala, da sta pustila bajte odklenjeno, ker nista, čakaj. Bova pa prestrašna, če me ne bosta videla. No, kaj zdaj? To da se tudi. Danes je bil tak dolgi dan. Zbudila sem se ob 7. Ob 9. sem imela že predavanje v Mariboru za UNICEF. Ob 11. nekje, ne, okoli, ja, 11. po 12. sem bila doma. Okoli 1. mislim, čez 15 minut sem šla takoj k Aleksej, okoli 1. smo šli z Aleksejo v Maribor. Smo v Mariboru do 3. Potem smo prišli k njej, pa smo bile še pri njej do nekje 5:30, pa smo 5:30 letela na pošto in pa v lekarno in sem bila s biciklom doma nekje ob 6:30, ker je ful fucking pihalo. I'm so tired and my eye hurts. Sem spet taki bad dan, si mi nič ne da, tako sem se zbudila zaspano, pa... Pa namesto, da bi jaz delala nekaj, pa sem pod stresom, pa mine ure, pa sem še bolj pod stresom. Jesus. Ta oka še malo zatečena, ampak mislim, da postaja boljše, me pa še vedno boli. Zdaj si grem kuhat rižoto. Tako da ja. Pol pa grem še na gimnastiko delat, pa dansko sem mogla kmalu začeti učiti za maturo, ker, ja. Sicer, prvo moram vedeti, kak je bila za vpis omejitve, ker pač, če ni omejitve, sploh ne rabim iti maturo pisati. Ne, sem se, ne vem. Mislim, da bo pol že prepozno, glede da je prijava na maturo že bila. Tako da, tudi, če ni omejitve, grem pisati maturo.